Namaste, ljubljeni in ljubljene, danes četrti del rezanje nebožanskih vezi in sicer danes se bom dotaknila predvsem rezanje nebožanskih oziroma negativnih vezi z našimi starši. Nekako sem opredelila 5 korakov, kateri so zelo pomembni, da bi se nekako čim bolj osvobodili, v bistvu resnično prerezali te vezi, ki jih imamo za starši in ki nas motijo pri naših partnerskih odnosih, v odnosih z poslovodji, z delodajalci, ki nas ovirajo v bistvu na vseh nivojih nekako življenja. Najprej moramo pogledati, v bistvu jaz bi rekla, prvi korak je tisto, da vidimo, kje podobno reagiramo oziroma delujemo kot naši starši. Kje slišimo iste besede, kje govorimo sami sebi v določenih situacijah, tako kot so nam govorili naši starši, ko smo bili otroci, ali celo, da govorijo isto to danes. Kaj je tisto, kar nas je najbolj motilo, ko smo bili otroci? In kaj nas danes najbolj zmoti, ko smo v komunikaciji z očetom, z materjo, ko nas tu trebuhu, droboju stisne, potem reagiramo ali z jezo, ali pogoltnemo ta svoja čustva, jih nazaj spravimo torej v podzavestno delovanje. Torej, to je zelo pomembno, da najdemo, v katerih situacijah in na kakšen način sami sebe kritiziramo, sami sebe sodimo, sami sebe preprečujemo, zaustavljamo na nekih nivojih življenja in pri tem oživljamo spomine, če so slučajno tako počeli tudi naši starši z nami. Torej, pregledamo vse tiste besede, ki smo jih slišali. Čustvena ravnanja, čustvene akcije, reakcije, vedenja njihova v nekih ključnih situacijah, ključnih dogodkih, v katerih smo tudi mi sodelovali. Potem vidimo, kateri tisti pogledi na svet, njihova verovanja in prepričanja nas najbolj motijo in psihično in celo do te mere, da se to na nek način fizično izrazi, da lahko reagiramo ali skozi spet te negativne občutke v solarnem pleksusu, v trebuhu, ali celo skozi solze, skozi razne blokiranosti in podobno. Torej, zelo pomembno je, da pregledamo, kje sami sebe blokiramo na ta način, kot so nas blokirali starši, kje sami sebe grajamo tako, kot so nas grajali naši starši. Vprašamo se in v bistvu preverimo, ali lahko starši iskreno komuniciramo. Brez kakršnega koli občutka krivde, ko sporočamo resnico o sebi, o svojih namenih, željah, o svojih poteh, ki jih izbiramo, ki so pred nami in želimo naše starše vsekakor informirati glede teh odločitev, dogodkov in dejavnosti, ki nas čakajo v prihodnosti. Torej, ali ob tem, preden izrečemo, ali celo ko izrečemo, ali v tistem času doživljamo kakršnekoli neprijetne občutke, ali občutimo občutek sramu, mogoče zadržanost, da sploh raje ne bi govorili, bi po svoje naredili in šli in potem šele obvestili. Ali čutimo jezo, sram, nesproščenost. To je zelo dobro analizirati in se preveriti, da vidimo, kje stojijo te blokade. Te v bistvu tako imenovane čustvene blokade, ki se tudi v fizičnem smislu izražajo, so v bistvu nekako te vezi. O teh vezeh, tu se govori o teh blokadah v odnosu med starši. Ali sem dovolj iskrena, da lahko na popolnoma svoboden, sproščen način sporočim svojim staršem neko novico glede svoje zaposlitve, izobrazbe, da se na svoboden način pripeljem svojega partnera, rečem, to bo pa moj bodoči soprog in podobno. Ali imam v zvezi s tem kakršnekoli mentalne in čustvene probleme. To je zelo dobro ozavestiti in samega sebe preveriti. Najboljše pa skozi kakšno kratko kontemplacijo to narediti.
Potem se rabimo tudi vprašati, ali resnično rabimo mnenje od staršev glede teh naših novosti, naših novih podvigov, glede partnerja. Ali res smo tako odvisni, ampak tudi človek mora že spet iti v kontemplacijo, da resnično iskreno začuti, kako mu telo reagira, kako mu srce reagira. A veste, če samo umsko, takrat, ko sem jaz bil mlad, sem umsko tako razmišljal in čustveno tako reagiral. Ne, pozabite na to. Ne gre se za mentalno kontemplacijo, gre se za tisto srčno, notranjo kontemplacijo, v kateri vi odkrijete ravno tiste vzorce in načine komuniciranja in blokiranja, ki so bile v bistvu v vašem otroštvu znotraj vaše družine. Torej, vprašamo se, ali je sploh pomembno, ali ima to kakšno moč in vpliv na nas, izrečeno mnenje naših staršev. Torej, tu se izprašamo v neki globlji kontemplaciji. Probamo pogledati, koliko še prelagamo odgovornosti za svoje življenje, ne glede na starost, na pleča svojih staršev in koliko sami smo sposobni to nositi. Kje krivimo oziroma prelagamo odgovornost za svoje trenutno ali preteklo življenje na naše bližnje oziroma v tem primeru na naše starše. Torej, ali starši sodelujejo pri odločanju o našem šolanju, o izbiri partnerja, torej, ali dovoljujemo staršem, da se vmešajo, katerega partnerko bomo izbrali. Torej, na podlagi, nacionalne pripadnosti, verske pripadnosti, socialnega, družbenega statusa in podobno. Ali jim dovolimo, da samo izrazijo mnenje, ali pač na njihova mnenja reagiramo čustveno, v tem primeru recimo negativno, da smo žalostni, jezni, frustrirani, ali celo do te mere onemogočeni, da recimo ne živimo potem življenja, ki ga mi občutimo, da je pravo. Ne glede, ali je to izbor partnerja, ali je pač izbira poklica, življenjskega kraja, torej kraja, kjer bomo živeli, in še predvsem glede vzgoje naših otrok. Ali dovoljujemo in kakšne občutke imamo, če dovolimo in ne dovolimo vmešavanje naših staršev pri vzgoji naših otrok. Potem je zelo pomembno vprašanje, v bistvu se že spet resnično govorimo o kontemplaciji. Resnični kontemplaciji, ko se resnično poglobimo v svoja čustva in občutke in se znotraj svojega srca vprašamo, ali nas starši držijo v občutkih krivde za očitanjem, koliko so nam naredili dobrega v življenju, da so nam omogočili življenje, da koliko so oni skrbeli za nas in kaj vse za Boga so storili, mi pa jim svojim načinom življenja, svojimi odločitvami, svojim izborom partnerja, izborom službe, življenjskega kraja in podobno, vračamo kao negativno nazaj. Torej, ali obstajajo očitki strani staršev glede našega življenja in izbira načina življenja, s kom, kako in na kakšen način. Torej, tu preverimo vsa svoja čustva in občutke, če da ali če se ne vmešavajo. Torej, oboje pregledamo, kako to funkcionira in kje smo blokirani oziroma kjer imamo polno svobodo. Zelo pomembno je, ali se mi počutimo ponižane. Pa ni nujno, da gre za to direktno poniževanje naših staršev nas, ampak gre predvsem za občutke. Ali se mi čutimo ponižani, manj vredni, ko nam starši to očitujejo, njihovo dobroto, medtem ko se mi odločamo za način življenja, ki je verjetno povsem drugačen od njih, ker je tudi naše razmišljanje drugačno, naše čustvovanje in tudi načini življenja.
Ali nas vedno, če recimo izvzamemo vse to, potem se vprašamo, ali nam starši vedno to okolico, torej širše člane družine, potem daljne sorodnike, sosede, prijatelje, sodelavce, znance, sokrajane očitajo, ali nam na ta način nam želijo predočiti oziroma vsidrati strah pred okolico, kaj si bodo oni mislili, če boš ti tako živela. In potem preverimo, že spet v kontemplaciji, kako se mi odzivamo na to. Ampak resnično gremo v globino sebe, dovolimo si, da se tudi otrok izrazi, ker najverjetneje smo večkrat slišali že kot otroci, ko so starši nam žugali in rekli, kaj bo pa rekel tisti pa tista, ne? Gremo v globoko to razodevanje lastnih čustev, občutkov, da bi odkrili resnične vzroke, da bi se jih lahko tudi zavedali in osvobodili. Torej, sram, sramota, osramočenost v povezavi z daljnim sorodstvom oziroma z okolico in sodelavcem, sosedi in podobno. Ali nam povečujejo strahove in nam s tem usidrajo občutke manj vrednosti oziroma nam že povečujejo občutke manj vrednosti, ki smo jih doživeli že v otroštvu in s tem tudi zmanjšujejo naše talente in sposobnosti, čeprav nam kao želijo vse najboljše, ne, ampak v bistvu z lastnimi strahovi nas zavestno ali pa podzavestno opozarjajo na to, da nismo dovolj sposobni ali dovolj vredni. Torej, če je to res, če ta trditev oziroma vprašanje res, preverimo v kontemplaciji svoje občutke in vidimo, kje zajec tiči. Torej, to je ta prvi korak. Drugi korak bi bil ta, da poskušamo najti razumevanje za naše starše. Zakaj oni tako delujejo do nas? Kje je ta temeljni vzrok? Torej, gremo v raziskovanje. Gremo v raziskovanje njihove preteklosti, torej njihovih odnosov, odnosov očeta in matere z njunimi starši, brati in sestrami. Torej, kaj so, na kakšen način so bili naši starši kritizirani od svojih staršev, starejših bratov, sester? Kako so oni doživljali? Gremo na subtilen način, pogovarjamo se s svojimi starši in poskušamo odkriti njihovo preteklost. Torej, s tem bomo nekako povezali oziroma dobili vzroke in te vzroke povezali s posledičnim stanjem, ki ga starši sidrajo v našo zavest oziroma so sidrali v našo podzavest, ko smo bili otroci, predvsem do 7-8 leta. Tu se potrudimo, da smo čim bolj sočutni, prijazni, nevsiljivi, torej vzamemo si pri drugem koraku več časa in probamo stopiti v globljo komunikacijo s svojimi starši, če le možno. Če ne, se pa tudi pozanimamo na kakšen drug način. Torej, važno je, da odkrijemo ozadje. To bi bil ta drugi korak. Torej, ko smo mi prvi korak obdelali vse naše občutke v zvezi s temi vprašanji, potem preidemo na zakaj starši tako delujejo, kot delujejo in kje so njihovi vzroki v povezavi z njihovimi starši. Takrat dobimo to razumevanje. In s tem razumevanjem, ko nam bojo starši, če bomo le imeli blagoslov, da nam bojo iskreno govorili o svojem otroštvu in mladostništvu, kako so oni doživljali svoje brate, sestre, predvsem starejše, in kako so doživljali svoje starše ali celo stare starše svoje. Torej, ko nam bojo oni se izpovedovali, ko nam bojo govorili o svoji preteklosti, se bo tudi nam povečalo sočutje skozi to razumevanje, kar tudi pride do delnega sprejemanja. Torej, dobimo eno bolj kompletno sliko, kot smo imeli kdajkoli prej. In to je tisto, kar je pomembno. Najbolj pomembno je iskrenost, vedno v komunikaciji. Otroci, da bi razumeli lahko svoje starše, morajo vedeti, kako so živeli njihovi starši z svojimi starši. Torej, to je ta drugi korak.
Samo gre za to, da dobimo razumevanje in sočutje do svojih staršev, da lahko preidemo na tretji korak, ki je dejavno, oziroma najprej notranje, potem pa tudi zunanje odpuščanje. Torej, pri odpuščanju že spet se bomo vrnili kontemplaciji, torej že spet oživljanju tistega prvega koraka in drugega, torej sedaj povezujemo prvi in drugi korak v kontemplativni sliki. Torej, imamo bolj jasno sliko in gremo v notranje odpuščanje. Torej, jaz osebno sem naredila tako, da sem si predstavljala sebe in vsakega starša posebej. Najprej sem, na primer, očeta, potem pa mati, imela v viziji in resnično sem šla in odpuščala. Imela sem polno razumevanje, izkazala sem najprej ljubezen v tej viziji, resnično, ampak to s čutenjem, to ni bilo tisto. Iz začetka je bilo težko, ampak bolj, ko sem vklapljala informacije, ki sta mi ona dva povedala o svojem življenju, lažje je bilo doseči frekvenco srca in takrat resnično tudi odpuščati. Torej, nekaj dnevov sem se ukvarjala zelo intenzivno, dokler nisem dosegla stanja brezpogojne ljubezni v srcu in jim lahko v viziji, tej kontemplaciji tudi povedala: ljubljeni oče, ljubljena mati, resnično vam odpuščam vaju, razumem, sprejemam, ljubim. Torej sem se tudi v notranjosti svojega srca afirmirala oziroma odrejala to odpuščanje. Naprimer, jaz sem eno odredbo ali afirmacijo uporabila: jaz sem Božja ljubezen, milost in odpuščanje sebi in tebi, ljubljeni oče, ljubljena mati, ravno sedaj. Non-stop sem imela sliko očeta ali matere in to iz srca in z vsem čutenjem tudi afirmirala. Torej, ko sem dosegla čez nekaj dni ali tednov to sigurnost, da sem resnično znotraj odpustila, da vedno, ko sem v zavesti zunanji pomislila na enega izmed njih, sem bila sproščena in mirna. Potem pride naslednji ta korak znotraj tega tretjega koraka, ki je odpuščanje, v bistvu neposredno odpuščanje, ko mi rabimo zdaj zbrati pogum, iti pred starše, se izpovedati svoje občutke, kako smo mi to doživljali, ko so nas oni vzgajali, kje čutimo, da nas oni omejujejo, hkrati pa tudi jim izkažemo hvaležnost, spoštovanje za tisto, kar so nam vse dali in izkažemo sočutje in razumevanje do njihovega otroštva. Ko dosežemo to odpuščanje in že spet še bolj poglobljeno razumevanje, v bistvu lahko preidemo na rezanje vezi. Rezanje vezi pa ima samo en smisel, da pride do popolnega notranjega in zunanjega sprejemanja. Torej, pri vsaki meditaciji ali kontemplaciji v zvezi recimo z nadangelom Mihaelom ali Elohimom čistosti in Astrejo, lahko uporabimo enega, drugega ali oba po potrebi, dosežemo stanje tudi podzavestnega sprejemanja svojih staršev in vsega življenja in hkrati tudi še bolj poglobljeno odpuščanje oziroma takrat bi rekli tudi razvezavo. Torej se razvežemo od znotraj in od zunaj, od vseh dogodkov, travm, karkoli smo doživeli in preživeli z našimi starši, s tem pa, da tudi z njim na ta način pomagamo, ker v bistvu energija vedno steče do tistega, komur odpuščamo in s komur režemo vezi. Seveda, vezi vedno režemo najviše dobro vsakogar izmed vpletenih in tudi oni dosežejo določeno stopnjo energetske svobode. Zakaj sem rekla energetske svobode? Zakaj nisem rekla dejavne svobode? Zaradi tega, da dejavno svobodo nekdo doseže, mora tudi svoje strani vezati te vezi in odpustiti torej tudi svojim staršem. Torej, če otrok oziroma sin, hči
reže vezi s svojimi starši, osvobodi sebe, na energetskem nivoju tudi starše. Vendar za dejavno, torej fizično njihovo osvoboditev, pravijo oni sami rezati vezi s svojimi starši in torej potem tudi svojimi nekako sinovi in hčerami, če želijo to osvoboditev imeti tudi fizično dejavno. Nekateri, zdaj bom prešla na ta četrti korak, ki je rezanje vezi. Torej, analizirali smo sebe, svoje občutke do staršev, raziskali njihovo preteklost, šli smo v globoko odpuščanje in prišli smo do četrte faze, ki je rezanje vezi, ki gre v bistvu zelo za praktičen meditativen del. Torej, ogromno meditacij obstaja tudi na YouTubeu, čeprav mislim, da jih je največ v angleškem jeziku, nekaj tudi v italijanščini in španščini se da najti, kako rezati v bistvu bolj vodene meditacije rezanja vezi. Mislim pa, da tudi obstajajo neki CD-ji slovenskih avtorjev, ki imajo te vodene meditacije z nadangelom Mihaelom. Jaz bom to naslednjem, torej zadnjem videu, glede tega v zvezi s tem blokom, rezanje nebožanskih vezi, bom naredila eno vodeno meditacijo z nadangelom Mihaelom in tisto za res globlje travme, globlje nebožanske vezi pa bo torej vodena meditacija z Elohimom čistosti in Astrejo. Torej, orodje, ki ga pri nadangelu Mihaelu uporabljamo, hkrati pa tudi orodje svetega Kristusovega jaza, torej našega višjega jaza, je meč modrega plamena. Torej, v bistvu te meditacije in hkrati vizualizacije so zelo enostavne. V bistvu je uporaba meča modrega plamena, lahko vidimo nadangela Mihaela, si predstavljamo, kako reže on vezi, lahko pa tudi si predstavljamo naš višji jaz skupaj z nadangelom Mihaelom. Eden s prednje strani reže preko čaker nebožanske vezi z našimi starši, naprimer Kristusov jaz ali višji jaz pa reže nebožanske vezi torej na drugi strani naših čaker, ki so zgoraj po hrbtenici razporejene. Če so stvari res globoke, če gre za velike travme, recimo, da sama vizualizacija in meditacija meča modrega plamena in recimo nek krajši klic nadangelu Mihaelu ne more kaj dosti pomagati. Če pa se zraven te vizualizacije uporabi še odrejanje, zapovedovanje ali afirmiranje, kot poznamo v večini, je pa to bolj učinkovito. Moram vas opozoriti, da ob prvi meditaciji in kontemplaciji težko kdo, da se bo takoj osvobodil in prerezal vezi, razen če imate resnično zelo močno in zelo trdno vero v to. Lahko uspe, lahko resnično uspe, a vendar resnični je tukaj pogoj popolno zaupanje in popolna vera v tisto, kar delate in počnete. Če ne bi pa predlagala 7, 10, 21, nikakor kdo začuti. Vsak ima svoj višji jaz v sebi, ki je popolna razočevalna inteligenca in ki vas bo popolnoma vodila. Pri Elohimu čistosti in njegovemu plamenu dvojčku Astreji ali božanskemu dopolnjevalcu Astreji se uporablja meč, krog in strela modrega plamena. Torej, tu gre za resnično globlje vezi ali celo za tiste vezi, ko so naši starši ali bližnji kdo pokojen in jih ni več v fizični dimenziji življenja. Kot sem rekla, pri teh rezanjih vezi, pri teh meditacijah je zelo dobro, bi svetovala, uporabljati tudi ognjeno dihanje. Torej, da si mi ves čas predstavljamo tudi, kako izpolnjujemo svoje čakre, svoja telesa in elektromagnetno polje ali auro z svetim modrim plamenom, ki tudi zraven poleg rezanja vezi tudi v bistvu nas očiščuje tudi na atomski in celični ravni od vseh strupov. Potem je tista zadnja faza, faza sprejemanja, to je tista 5. faza, torej ko mi končamo
ko smo si določili toliko in toliko dnevov teh meditacij in odrejanja, si preidemo potem v življenje. Torej, določimo si dan, ko se zgodi manifestacija. Da, ko se zgodi manifestacija, to je zelo pomembno. Mislim, ne moremo v nedogled meditirati in pričakovati, da se bo zgodil čudež. Mi moramo potem v skladu s to meditacijo, s temi zapovedmi tudi začeti tako živeti. Torej bi rekla, da rezanje vezi na notranjem nivoju se je zgodil, sedaj je pa treba odpreti svoj in srce, da se zgodi tudi na zunanjem nivoju. Torej, in sedaj smo soočeni v neki komunikaciji, v nekem srečanju s svojimi starši. Zgodi se taka priložnost in mi smo pred preizkušnjo. Torej, ali bomo delovali po starem načinu razmišljanja, ali bomo po vseh teh korakih začeli udejanjati iskrenost do sebe, iskrenost tudi do naših staršev oziroma do kogarkoli, s komer smo bili zvezani. Torej, začnemo, odločimo se, preprosto se treba odločiti. Sedaj je treba tisto, kar smo na notranjem nivoju delali, tudi na zunanji nivo. Nekdo bo imel manjše težave, nekdo večje, ampak glavna smer, rdeča nit je iskrena komunikacija. Tu več ne bi smelo biti nobene prizadetosti, ker ste razčistili s čustvi in občutki preko teh meditacij. Torej, na čustveni, mentalni ravni ne bi smelo biti več problemov, ko iskreno zagovarjate svoja stališča, svoje namene, svoj način življenja pred starši. Dobro je vedno taki komunikaciji, v takem novem srečanju, izraziti spoštovanje, izraziti ljubezen, izraziti, da spoštujete njihova videnja, njihove izkušnje, vse tisto, kar so vam dali v življenju in da to resnično tudi cenite. Izrazite ljubezen, da jih imate radi, povejte jim, da ste jim vse odpustili in da tudi vi prosite, da vam je odpuščeno. Hkrati pa tudi poveste, da ste vi individualna oseba, da ste samo svoji, da ste unikatni, da ste dovolj zreli in veliki, da znate odločati o svojem življenju, da vi si boste izbrali partnerja, partnerko, točno takšno, kot ustreza vašemu srcu, ne pa glavam drugih ljudi, pa če naj so to tudi najbližji. Torej, tu morate uporabiti to notranjo srčno avtoriteto. Tukaj morate zaščititi dejavnost sebe, ampak z spoštovanjem drugih. Torej, lahko izrečete hvaležnost in spoštovanje do tistega mnenja ali tako imenovanega nasveta, ki vam bojo dali starši, ampak morate pa dejavno, prijazno tudi zagovarjati svoja stališča in svoje načrte in svoje novo življenje. Če kljub vsemu, torej če navkljub vsemu narejenemu, se pojavijo kakšna čustva, ki so negativna za vas. Če starši vnovič negativno reagirajo, je to preizkušnja. Takrat vi morate vedeti, da morate ostati močni. Če so se porodila čustva, greste v odpuščanje samemu sebi in drugim. Če so nadzori in pritiski, usmerjanja še vedno vse bolj intenzivne strani vaših staršev, je pa skrajni čas, dragi moji, vse ste naredili. Z ljubeznijo, z radostjo, spoštovanjem do svojih staršev, potem je čas, da rečete Bobu Bob in da lepo si zorganizirate svoje življenje, nekje si poskrbite svoj dom, ako ste vezani materialno ali finančno na njih. To je skrajni čas, da vas Bog, kozmos, kakorkoli želite, opozarja, da morate iti na svoje. Redko kdaj se zgodi, ampak tudi zgodijo se takšni scenariji. Vsekakor ta čas umikanja oziroma tako ali tako morate zaživeti svoje življenje. Če pa je to samo trenutni umik, je dobro, da ga naredite, ker tudi starši rabijo svoj čas prebolevanja
in morate jim dopustiti, da imajo ta čas, da sprejmejo ne namišljenega sina ali hčer, kot so oni imeli v svoji glavi, ampak resnično tistega sina, hčer, ki ste vi, kateri se na popoln in svoboden način tudi izraža. In mnogokrat pride do lahko burnih ali manj burnih reakcij staršev, ampak dovolite jim, da gredo čez ta proces. Takrat ne smete klecnuti pod občutki krivde, pod vsemi tistimi vzorci, ki smo jih prej naštevali, ampak enostavno morate dovoliti, da gredo čez to, da lahko tudi pri njih pride faza sprejemanja. Tako, ljubljeni in ljubljene, hvala vam za vašo pozornost, želim vam obilje svobode in ljubezni in vsekakor radosti v vaših medsebojnih odnosih. Rada vas imam, torej naslednji in zadnji video bo pa vodena meditacija z nadangelom Mihaelom ter z Elohimom čistosti na Strejo. Rada vas imam in do slišanja, videnja. Lepo se mi imejte. Namaste.